Na oder pa vabim Majo Kristan. Aplavz za Majo. Aha. Maja Kristan je odvetnica, ki je že v času študija pozornost namenjala tedaj bolj zapostavljenim temam, kot so medicinski eksperimenti na ljudeh, kar je bila tudi tema njene diplomske naloge. Zase pravi, da navzven ni aktivistka, vendar tudi v zasebnem življenju podpira ljudi s posebnimi potrebami, pomaga še posebej otrokom in mladostnikom. Povzela bo svoje stališče o vlogi odvetništva v današnjem času. Hvala in lep dan vsem. Ja, takole, najprej povem, da izražam svoje stališča kot človek in kot odvetnica in ne zastopam in ne predstavljam pa danes tukaj odvetniške zbornice. Takole, tale predstavitev uvodna, takrat, skoraj 40 let nazaj, sem se predvsem osredotočila na vprašanje svobodne, zavestne privolitve v določene posege, predvsem medicinske. Takrat sem se skoncentrirala predvsem na skupine, posamezne skupine ljudi, ki so bili v nekem podrejenem položaju odvisnosti. Ne morem verjeti, da je to vprašanje tako imenovanega informiranega soglasja danes spet tako popularno, tako pomembno in da ne zadeva zgolj posameznih specifičnih skupin, kot sem jih prej omenila, recimo zaporniki, vojaki v redni službi, osebe, ki v želji, da hudo ozdravljivo bolezen ozdravijo z novimi zdravili, ali celo revni ljudje, ki so, takrat sem bila zgrožena, dobili plačano za to, da so sodelovali v poskusu. Danes zadeva to praktično celotno človeško populacijo. In kakšen je bil odziv, ko je CIS poslal dopis zdravniški zbornici in posameznim zdravnikom z opozorilom, da ne izpolnjujejo ene svojih temeljnih dolžnosti. To je pridobiti informirano soglasje od uporabnika storitve. Slabše kot nič je bil odziv. Odziv je bil tudi v tem, da jih nadlegujemo, da jim grozimo in izsiljujemo. Na žalost moram reči, da očitno ne vejo, da je uporaba pravne poti in opozorilo na pravne posledice njihovega ravnanja šteto kot in dojemano kot grožnja. Žal smo ravno s strani izvršilne oblasti dejansko deležni groženj in izsiljevanj. Kje je tukaj vloga odvetništva? Ne gre zgolj za to, da odvetnik zastopa posamično stranko, ko mu ta izvršilna oblast dejansko z preseganjem pooblastil jemlje njegove temeljne pravice. Gre tudi za vlogo odvetništva, ki mora v tem primeru opozarjati na dogajanja v tej naši državi in tudi povsod po svetu, s čimer bi ljudi spodbudili, da se ne umaknejo, ne prestrašijo, ampak dejansko aktivno delujejo pri doseganju uresničevanja svojih pravic.
Veseli me sicer, da so tudi nekateri moji kolegi, bodisi pravniki, bodisi odvetniki, nekako spremenili stališče in začeli opozarjati na to preseganje pooblastil izvršilne oblasti. Zdaj, vloga odvetništva je tudi na zakonodajnem področju. Namreč res odvetniška zbornica preko ministrstev dobiva predloge zakonov oziroma predpisov, ki naj bi jih imela zakonodajna oblast na mizi. Velikokrat je prepozno, da podamo svoje mnenje šele potem, ko je nek zakon že sprejet. Zato je aktivna vloga odvetništva tudi vsakodnevno spremljanje gradiv v obravnavi. Namreč z gradivi v obravnavi se posega ne samo na področje zdravstva, ne samo na področje vzgoje, izobraževanja, posega se na področje sociale, posega se na področje sedanje digitalizacije, posega se na področje demografsko in, da ne pozabim, posega se tudi na področje javnega naročanja. Spremembe takih predpisov nam veliko lahko povedo, kam gre naša družba. Kar se tiče odvetništva, to je sicer samostojno, spada pa pod okrilje sodne oblasti. Tudi tukaj ima odvetništvo veliko vlogo. Ne zgolj kot zastopanje strank pri urejanju njihovih medsebojnih razmerij, ne zgolj zastopanje strank pri zastopanju pred državnimi organi in sodišči. Od odvetnika se zahteva aktivna vloga, stalno izobraževanje, stalno spoznavanje in razumevanje novih dejstev, do katerih so prišli strokovnjaki na drugih področjih. Samo v tem primeru lahko odvetnik aktivno sodeluje in kreira sodno prakso. Sodna praksa ni nek zakrnel organizem, je živ organizem. Vendar mora odvetnik paziti, da ta sodna praksa v želji, da izraža sodobna stališča, ne sme preiti v samovoljno odločanje. To pa lahko odvetniki preprečimo s tem, da ob veliki strokovni odgovornosti, nenehnem izpopolnjevanju svojega znanja, seznanjanja z dejstvi, katere nam pomagajo razumeti strokovnjaki z drugih področij, kreiramo ponovno, kot sem rekla, novo sodno prakso, ki bi morala izhajati iz stališča varovanja temeljnih človekovih pravic. Odvetnik ne more delovati sam zase. Odvetnik ne more delovati, če dejansko ni pozoren na družbeno dogajanje, predvsem pa v konkretnih primerih ne more nuditi pravne pomoči, če se ljudje ne obrnejo nanj. Ne razumeti, da vas zdaj pozivam, pejte k odvetnikom. Pejte, če rabite pravno, zdravniško, kakršnokoli iz katerega drugega področja pomoč, obrnite se na strokovnjake, ki lahko nudijo tudi drugo mnenje. In to je pomembno. Dobiti drugo mnenje pa nam ravno ta izvršna oblast tudi preprečuje. Tudi javni mediji ne omogočajo konfrontacije različnih mnenj.
Halo? Tudi, Ja, tudi na tem področju So, mach mal. delujemo odvetniki. Hvala.